Pozdravljeni v zadnji letošnji oddaji Aktualno na GFML. Tudi tokratno oddajo smo dijaki pripravili od doma. November na GFML že vrsto let zaznamujejo Miklošičevi dnevi. Čeprav šola sameva, smo jih izvedli tudi letos. Projektno delo smo namenili narečjem in še enkrat več spoznali, da je slovenščina res bogat jezik. Zdravo, sem Ronja in prihajam iz Radenskega Vrha iz okolice Radencev. Marela. Marela nam rešuje življenje, ko vune lije dež. Dežnik. Rešuje nam življenje, ko zunaj gre dež. Jaz sem Živa, prihajam iz Ljutomera, Stubla. Jaz ne vem, kaj se v tvoji stubli dogaja, ali okej. Jaz ne vem, kaj se dogaja v tvoji glavi, ampak okej. Sem Saša Štajner iz Križevec pri Ljutomeru, to je sicer v Prlekiji, mi pa temu rečemo po prleško kihačo, uporabimo pa vstavku, ki je naprimer, da je prinesem že enkrat to kihačo, ko skupaj hedinske žgujnke zmešam. Po slovensko pa to pomeni, da je prinesem že kuhalnico, da skupaj zmešam ajdove žgance. Sem Lucija Mesarič, pa živim v Ključarovci pri Ljutomeri, tu je Prlekija. Takšnimi otroki rečemo kajer. Toti mali kajer samo klibivle. Po slovensko pa je tu ta mali otrok samo nagaja. Nevzgojno sem šel po sobote, pa sem nakle najšel džabuko. Prignil sem se, pa sem jo tisti den imel za obed. Danes zjutraj sem hodil po Murski Soboti. Na tleh sem našel jabolko, se sklonil in jo pobral. Tisti dan sem jo še imel za obrok. Sem Lara Gregorec in prihajam iz Spodnjega Kameščaka. Tepešija. Naš pes je opet bija na tepešiji. Naš pes se je spet potepal. Zdravo. Sem Laura Bejeburja. Trenutno sicer živim v Rakičanu, vendar tako jaz kot moja družina izviramo iz Štajerske. Ofnaj ladl pa vzami vun canštohere, ker imam šnitli za zobami. Odpri predal, vzami ven zobotrebce, ker imam drobnjak za zobmi. Sem Hana in prihajam iz Ljutomera. Pisker. Nekdo so ljudje rekli, v piskri sem kuhal koruzne žgojnke. Nekoč so ljudje rekli, v loncu sem kuhal polento. Sem Tija in prihajam iz Ormoža. Spomijati se, kot naprimer, čakaj, kaj smo se že spomijala? Čakaj, kaj ste se spomijala? Kaj si mislila, spotila, kaj? Ne, mislila sem spomijala v smisle, kaj smo se pogovarjale. Sem Nika Irkovič in prihajam iz Svetega Jurija ob Ščavnici. Nekdo ali pa tudi še knejši den so se ljudje pozdravljali tak, ko so rekli, Bog daj tol svetih meš. Tak so se pozdravili samo te, kdo so prišli od meše. S tem pa so v hiši prinesli blagoslov. Ker ne moremo v galerijo, nas je po razstavi popeljala naša profesorica Tanja. Pozdravljeni! Smo pred galerijo Anteja Trstenjaka v Ljutomeru, kamor vas peljem na razstavo. Kljub COVID situaciji in številnim omejitvam, v katerih smo se znašli in nam zapirajo tudi vrata kulturnih ustanov, smo se odločili, da vas popeljem na razstavo. Tokrat seveda nekoliko drugače. Kajti, tako ustvarjalci kot uporabniki umetnosti umetnost potrebujemo. Z njo nam je lažje iti skozi težke trenutke, ki nas obdajajo in notranje nas bogati. Torej, vas vabim, da vstopite z mano v galerijo. Misterij. Popeljala vas bom po razstavi, ki sva jo postavila skupaj z mojim nekdanjim dijakom
Filipom Kulčarjem. Najin skupni projekt sva poimenovala Misterij, kajti razmišljala sva o skrivnosti bivanja, o skrivnosti tega prostora in negotovega časa, v katerem živimo, o melanholiji, ki se zajeda v panonsko dušo in jo razkraja kot nenehno prisotna bolečina, ki je v teh časih polnih teh omejitev še toliko bolj prisotna. Vsa ta otožnost in melanholičnost se v koloritu in motiviki odraža tudi v najinih delih. Vendar pa sva oba prepričana, da to vendarle enkrat mora miniti, da bo utonilo v pozabo in da bodo dnevi spet lepši, da bo bližina manj razmaknjena in življenje bolj sproščeno. Zato sva v osrednji prostor galerije postavila sliko, ki izraža ta optimizem. To je najino skupno delo. Zakaj sem izbrala oziroma povabila k sodelovanju prav Filipa? Zato, ker se mi je zdela zamisel prikazati dela mentorice in nekdanjega dijaka zanimiva. Prav tako pa nama je zelo sorodno razmišljanje o umetnosti, o doživljanje le-te in izražanje skozi njo. Povabila sem ga pa tudi zaradi tega, ker sem želela, da se ponovno predstavi v okolju, ki ga je spoznalo že kot mladega, nadobudnega ustvarjalca, vendar tokrat kot nekoliko zrelejšega umetnika. Predstavlja se tako z skulpturami kot slikami, sicer pa zaključuje študij unikatnega oblikovanja na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost, kjer namerava nadaljevati tudi z magistrskim študijem slikarstva. Najinih del nisva podnaslovila, temveč sva skrivnost vsebine skrila za QR kode, ki sva jih nalepila na horizont in z njimi tako povezala vsa dela med seboj. V galerijo pa sva nasula tudi pesek, saj sva želela s tem sporočiti, da se vsebina najinih del staplja s prostorom in tako še bolj neposredno pride do obiskovalca in se ga dotakne. Pa poglejmo dela in njihovo vsebino. Mrak spokojno lega na zemljo. Z njim se pogrezam v spomine in hotenja. Pokaži mi, kje reka poljublja nebo. Hodim po peščenih sipinah, po rečnih nanosih mivke. Čutim mehkobo tal pod svojimi stopali, a veter in voda neusmiljeno zabrišeta moje sledi. Zleknem se v posteljo svojih čustev, zavijem v odejo svojih idej. Potopim se v sanje, nikoli dosanjane, nikoli izrečene. Hrepenenje ostane. Panonska duša, zorana, razpokana in polna brazgotin. Nekoliko melanholična, kot krajina, ki nas obdaja. Prekmurska ravnica, moj svet
meditativne pomiritve in iskanja intuicije. Ogenj, ki tali led, in led, ki ugaša ogenj. Pritajena strast, navzven nekoliko otožno umirjena, a znotraj ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Stopam v meglice in se izgubljam v njih, iščoč samega sebe. Vse izginja v megli, v skrivnosti tega negotovega časa. Jez med nami je vse večji, bližina vse bolj razmaknjena. Iz gline sem. Lahko me teptate, zmečkate, zlomite, vendar vedno znova kot feniks vstanem in se na novo oblikujem. A naposled začutim hladen objem melanholije. Morda je čas za pobeg med krošnje dreves, stran od urbanih mest. Energija kozmosa nas oblikuje. Iz nje se porajamo in vanjo naposled izginjamo. Iz take smo snovi kot sanje za vse, ki še verjamejo vanje. A nekoč spet bo rožnato nebo. Misli najinih slik so se stkale v pesem in s pesmijo sva podpisala tudi najino skupno delo. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good look, vzel bo v usta vrsta hrup, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. In za konec pogovor s prleškim kantavtorjem Tadejem Vesenjakom. Vina zima, mraz pa sneg, kmet ma cajta prek no prek, šurc na klin pa črevle v pot, drva v peč pa fajn komod. V miri štije kmečki glas, s prstom roble v širki nos, spiskra sladko Jurko Cuca, pa na sveti nič ne ljuca.
te pa vidi, kak na kruhi se onega ta dve muhi. Idi luzek 300 vrogi, ka boš gleda, cojne snogi. Zrola človek kmečki glos, švajzne prek pognusih los. Pa je mušjak čreva pusta, glih predsednik ima usta. Muha pa še častni krog, trajsa s polovico nog. Ljubi dane, ti si zmaj, prišlo mi je kamo kraj. Dober dan, drage dijakinje, pa dragi dijaki, pa vsi, ki to gledite. Jaz sem Tadej Vesenjak, sedim nažalost, v tem cajti zdaj prazni gimnaziji Franca Miklošiča sred Lotmerka. Sem v bundi, zaradi tega, ker se ne kuri, zaradi tega, ker se malo prešpara, pa malo zaradi tega, ker kaj boš te zdaj prazne stene, nekaj grejo, nekaj ljudi, nekaj dece, nekaj znanja, kaj bi se tu širilo notri. Bom pa imel, evo, imam kontrolko, pisni test, so mi vaši profesori napisali na par vprašanj, bom jaz probal na tudi par vprašanj po nekih svojih najboljših močeh odgovoriti, tako da je to malo za hec, pa malo za resen. Motivi za pesmi, moji motivi za pesmi so dejansko, lahko rečem, vsakdanjega življenja. Obrneš se samo na desno, pa vidiš neko situacijo, pa se obrneš na levo, pa vidiš nekšen dogodek ali pa neki motiv, pa ga ponucaš za pesem. Naj bo to ljubezenski, naj bo to družbeno kritični, naj bo to, rečemo, oporniški, ali pa motiv malo, ko zdigneš moralo, da zdigneš duha, ko si malo ciničen, lahko malo zdigneš tako, zdaj sem že teko pameten, nisem pameten, teko sem star, ker si rečem, ker sem že teko pameten, da lahko malo zdignem, pa rečem, tak bi bilo morati boljše, ali pa jaz bi to tak naredil, ali pa jaz bom to tak naredil, te pa kjer če, lahko tudi mogoče tak naredi, ali pa dobi nekšno motivacijo, ali pa zgled za svoje razmišljanje. Je pa tudi dosti pesmi, ki jih od, nažalost, že pokojnega prijatelja Marka Kočara, velikega prleškega pesnika, ponucam. To je pač delno zaradi tega, ker vidiš, kaj je enostavno Marko to tako napisal, da rečeš, to bi jaz točno tako, rečeš op, ne. In ko vidiš tak en krasen, lepi tekst, si ne moreš pomagati, ko ga ne bi v muziko pretočil, da bi to še zapelo, da bi to še več ljudi čulo pa zvedlo za toto besedilo. Evo, teko o motivih. Imam drugo vprašanje, kako bi opisal Prleke. Pa rečemo zdaj, evo, sedimo v gimnaziji
Franca Miklošiča, ki lahko rečem, da je en največjih Slovencev, Prlek pa verjetno največji. Po eni od teorij slovenski narod niti ne bi obstajal, če ne bi bilo Frana Miklošiča, ki je takrat iz Dunaja kot avtoriteta zdigna prst pa je rekel, poenotite jezik, ne vleči vsaki na svojo stran, ker če ne boste poenotili jezika, ne bomo imeli naroda. In mogoče to Fejs tudi opisal, ali pa, ja, opiše nas Prleke, da kot kmečki narod, kot ljudstvo, zemlje, imamo eno miselnost v sebi, ki je, rečemo temu, zdrava kmečka pamet. Ne? Da vemo neke egoistične ali pa neke stvari, ki mogoče tisti cajt ne bi bile najbolj pametne, dati malo v kraj pa se odločiti za to, kaj je bolj pomembno. Rečeš, da si pronicljiv, ali pa tako rečejo Rimljani, so rekli Rimljani, con grano salis, z zrnom soli, razmisliti pa iz malega, kaj imaš, potegniti ideje več. Tako so se ljudje nekdaj, ki je bila velika revščina, veliko pomanjkanje nekih dobrin, pa česarkoli, tudi orodja, so se mogli znajti in to je mogoče eno ostalo, kaj se znajdemo, pa probamo iz čim manj narediti čim več, pa da bi tisto čim več bilo trdno, pa da bi bilo tisto koristno, pa da bi bilo to nekaj ostalo za nami. Zato imam tretjo nalogo, prleška beseda, neka najljubša prleška beseda. Tako sem razmišljal, kjera bi to bila, pa se mi zdi ena najboljši besed, ki jo imamo v Prleki, je zonegati. Bomo nekako zonegali, kaj zdaj onegaš, to je v bistvu vse. Ne? To je beseda, ki pomeni vse, pomeni tudi, bi se razložil to, ko nekako bomo zrihtali nekaj problema, bomo v glave vteknuli, kakšni špricar spili, te pa bomo zonegali. Tako onegamo od tega, da se nekaj dela, da se nekaj štonira, da se deca dela tudi magari, vse heca, malo, nekaj bomo zonegali. Tako je dobra beseda, moja draga, ki je bolj mestna, dostikrat, ker jaz to besedo dostikrat poljubcam, pa kako zdaj to misliš? Ja tako, bomo rešili to, bomo nekako bo zanegali, pa bo žila, kaj ne vredi. Evo, tako je ena od totih meni ljubih prleških besed, na katero me dostikrat nešče opozori, meni je samo umevna, pa meni je tudi vem, kaj mislim s tem, nešče poleg mene, pa je malo zgubljeni, oziroma zmedeni je malo, ampak na koncu se vidi, zakaj se gre. Evo, kako v Mariboru gledajo na Prleke, ali ne samo v Mariboru, rečemo, da po celem svetu. Jaz rečem, da če nas ne bi bilo Prlekov tekov naokoli po celem svetu živelo, bi toti svet bil malo bolj dolgocajten ali pa bolj suhoparen ali pa ne tak zanimiv. Seveda vsi vemo, da je, ne vem, še pred drugo svetovno vojno je bila nataliteta velika, zemlje je bilo malo, dela je ne bilo, jestvine posledično je bilo tudi malo in tako je prišla možnost seveda kolektivizacije in industrializacije in urbanizacije, so se naši predniki, dosti naših prednikov odločilo, ali pa so bili primorani, da grejo s trebuhom za kruhom. Pa je to bil, rečemo, in Murska Sobota, najbližje mogoče Ptuj, Maribor,
Ljubljana, pa še dale. Jaz lahko rečem po celi Sloveniji, praktično take večje mesti, pa kraji sem špila in tam sem našel naletel na Prleka, ne, z različnimi zgodbami. Ali so šli, tako se reka, zaradi službe, ali so šli zaradi ljubezni, so prišli pa ostali, ne. Pa se ne dajo se, pa tudi ljudje tam dostikrat reče, to ti je Prlek, to ti je super, on je iskren, iskriv, kako bi rekel, jak šajt, ne so kar tak Prleki, no. Lahko rečem, da imam dobre izkušnje, tudi kaj se mene tiče na splošno. Sem naletel na ljudi, ki so se malo hteli včasih nekaj norca delati s Prlekov, ampak to smo si Prleki malo sami krivi, ker smo se šli, ne vem, Matjašeke Gujdeka klopa, kak ti vemo mi nekaj se napiti, pa se nekaj samo hecati, pa je spali malo nekši džokeri, ne, in to je ne bilo najbolj pametno, kako bi rekel, kot neka zunanja podoba, kar je meni tudi bil en takšni namen, ko sem jaz začel delati muziko, pa ko sem se odločil, da bom delal v prleščini, da mi je en namen tudi, da Prlekijo in Prleke in prleški jezik, prleščino prikažem tudi v eni drugi luči, da vemo tudi kaj pametnega povedati, da vemo tudi biti in žalostni, in resni, in napredni, in karkoli že, da ni samo pač Deresenja smali bija, pa Matjaške Gujdeka klopa, šipon. Da to je ni, da je Prlekije dosti več. No, pa na konci še imam nalogo ali pa par stavkov o Marki Kočarju. Vsaki, ki je Marka pozna ali pa je niti ne osebno mogoče, ampak je mogoče prebral nekaj od njega ali pa čuje nekaj od njega, ve, da je to, kaj dela Marko Kočar, ne more vsaki tega delati in tega tudi ne ve vsaki delati. Ne. In to je glih tako, da ne vem, ali Fara zgubi dobrega župnika, ali občina zgubi dobrega župana, ali zgubi, ne vem, kmetija dobrega gospodara. Tak je Prlekija zgubila velikega Prleka. Človeka, ki je prleščino veda tako dobro zapisati, tako dobro ponuditi, da je šla tota beseda in ob enem glasu Prlekiji in nekšna, kako bi rekel, pravo besedo iščem, leitmotiv, recimo, prleški leitmotiv je šel lepo v svet. Malo skozi hec, skozi ironijo, ali pa tudi čist resno o temah, ki jih dostikrat sami niti ne opazimo, o dogodkih, ki jih ne opazimo, o čustvih, ki se jih tudi sramujemo ali pa jih tiščimo nekam v kraj, o življenju na splošno. To je veda Marko in zapisati, in ne samo zapisati, tudi odlično povedati. On je bil en redkih pesnikov, ki so vedeli svoje pesmi interpretirati tako dobro, kak jih nišče drugi mogoče ne ve več interpretirati. In če kdorkoli je imel toto možnost, je začutil nekaj posebnega, nekaj velikega, nekaj lepega. Tako bi rekel samo, da kdo ima le možnost, naj Marka Kočara dale ohrani blizu sebe, pa še razširi njegov lik in delo še med druge. In zdaj, če sem o Marki,
po njegovim liki in deli, lahko rečem, da Marko Čiglih je prehitro odišel od nas, je vseeno za sobom pusta. Lahko rečem, da je svojo čašo nesmrtnosti kar lepo napolnil. To je njegovo delo, njegove besede, njegove pesmi, ki bodo ostale in naj bo to vsem nam en takšen napotek za življenje, da svojih talentov ne mečemo v kraj, še posebej v takih cajtih se zaveš, ko neke stvari ne moreš delati, ki bi jih lahko prej delal, pa jih zdaj ne moreš delati, ne smeš delati. Da takrat, ko je prišel boljši cajt, da ne bomo svojega cajta v kraj metali, da ne bomo svojih talentov metali v kraj, ampak da bomo puno živeli na en takšni način, da bomo srečni, veseli, zadovoljni, ustvarjalni, obenem pa bojo ljudje poleg nas, da ne bojo prikrajšani, da bojo tudi zaradi nas veseli in srečni. To ne bo en takšni smoter življenja, da ko je pač prišla ura, ko je treba reči adijo, da ne bomo rekli, joj, to pa to še sem pozava, pa to še sem mislila. Zdaj treba delati stvari, ki jih lahko delaš, zdaj treba delati stvari, ki jih z veseljem delaš, da boš srečen. Srečen, ne boš najšel v trgovini notri, pa s kartico je plača. Nikoli. Srečo najdeš v sebi, srečo najdeš v deli, ker delo je v bistvu sreča in delaš rad, enostavno, da si veseli. Tukaj sem doma, so druge na vodu, tukaj sem doma, se naček živi. Nega obražuj, zdive na grodu, sem na Brešvica se sigdi kadu. Tukaj sem doma, se kople pa orje, Bog nam gverole z obrestmi nazaj. Vino je svet, temno je olje, sedni se k mizi, pa vzemi si kaj. Tikvino olje na pyrokor vlej, tikvino olje direktno iz flaše, vaj pa miš, pa z lištom pojej, tikvino olje po vsodi gor paše. Tukaj sem doma, boš najša človek, lačen pa žeden, namreš odnos. Še boš rad prišel, pa drugim poved, ki sta na kupi tak pasek, kak špas. Tukaj sem doma, se smejih, da se dela, lepih pa kuštnih ljudi ne hvali. Glava je zdrava, pesen vesela, najbolj od vsega pa jesti diši. Tikvino olje na vsakšo šelot, tikvino olje na vsakšo meso, tikvino olje za zdravo prostato, tikvino olje za lepšo telo. Dara bom stori, zveriženi grob, dara da k sebi zazova me Bog, tede se eden na župnika sputa, kade se zglosa še z oljon okrog. Župnik ne krila, drugi molil, jaz pa bom z neba se zajdih besed. S tikvenim oljem me butl mazil,
Kabor pridiša na drugi bon svet. Tikvino olje na kyrokor plej, tikvino olje direktno iz flaše, pahaj pa miš, pa dale se smej, tikvino olje povsodi gor paše. Aj, 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 Želimo vam lepe in nasmejane praznike in ostanite zdravi.